Predsednik Donald Trump je v zadnji uri prispel v Peking na težko pričakovani, prej preloženi vrh s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. In to je negotov trenutek, milo rečeno, za svet, ki ga skrbijo vojna, trgovina in tehnologija. Medtem ko se zdi, da ZDA in Kitajska nadzorujeta vse to. Toda predsednik prihaja v Peking v času, ko Iran še naprej prevladuje na njegovem dnevnem redu. In vojna je pripeljana do neodločenega položaja in zastoja z režimom v Teheranu ter njegovimi obstalimi tankerji za nafto in plin okoli Perzijskega zaliva, kar povzroča precejšnje pretrese pri cenah energije. In s tem gremo v Washington, kjer naš višji ameriški dopisnik za I24 News English, Mike Wagenheim, čaka pri Beli hiši. Lej, kar se tiče energije, tukaj gre za cene na črpalkah, Mike, o katerih toliko slišimo, velika tema v Ameriki. Mislim, da tudi velik del sveta z zaskrbljenostjo spremlja ta obisk na Kitajskem v tem trenutku. Glej, predsednik Trump mislim, da želi pomiriti trge in svet. Mislim, kako bi opisal, kaj počne v Pekingu? Veš, v odnosih med ZDA in Kitajsko je bilo zelo napeto, David, v prvem Trumpovem mandatu. In potem je začel novo trgovinsko vojno s Kitajci, spet s carinami, kot delom svoje agende tukaj v drugem mandatu. Ampak nekako so dosegli premirje, če hočeš, od oktobra dalje. In ta sovražnost in nasprotovanje sta od takrat naprej popustila. In to je priložnost, da izboljšamo odnose s Kitajsko, kar je vedno pomembno, ko imaš dve sili, ki sta običajno v sporu druga z drugo. Ko dosežeta neko otoplitev ali celo nekaj toplejšega, to običajno na tak ali drugačen način pomiri trge. In to je priložnost, da gremo naprej v tej smeri. Govoril si o glavnih vprašanjih na dnevnem redu glede trgovine. Trump, ena od idej, ki jih prinaša sem, je ustanovitev odbora za trgovino, ki bi spodbujala nekatere pobude, ki jih poskuša uveljaviti tukaj s Kitajsko. Seboj je pripeljal skupino vodilnih iz svetovne tehnološke industrije. Elon Musk je tam, vodilni iz Nvidia in drugih svetovnih podjetij. Želi, da Kitajska odpre vrata tem podjetjem. In obratno, mimogrede, želi kitajske investicije, čeprav je visok ameriški uradnik dejal, da to ne bo glavna točka dnevnega reda. A vendarle, to je priložnost, da se te pobude razširijo. Medtem pa Kitajska želi ameriško tehnologijo v obliki čipov. Veliko pobud na področju umetne inteligence je šlo na Tajvan, kar je za Kitajsko problem. Trump lahko to vsekakor izkoristi v pogajanjih, vendar Kitajska želi to tehnologijo prav tako. Vprašanje je, kako združiti ti dve stvari skupaj. In spet, ko ZDA in Kitajska najdeta način za sodelovanje, to naravno umiri in okrepi svetovne trge. In to je zagotovo dober učinek. Ali je to tudi glavni namen Trumpa, pa nisem prepričan. Če sta ti dve stvari v nasprotju, si želi ameriške moči, ne pa mirnosti svetovnih trgov. Ampak zagotovo ima ta učinek. Mislim, da bo tako tudi v prihodnje, če bosta ZDA in Kitajska lahko našli skupno točko glede številnih vprašanj, pri katerih iščeta skupne točke. Poglejte, predsednik Trump je bil zadnji ameriški predsednik, ki je obiskal Peking. Mislim, da je bilo to pred 10 leti. Zdi se, da ima trenutno doma široko podporo za to potezo. Kako je tokrat predstavljeno ali obravnavano? Veste, Iran je še vedno A, B in C, ko gre za naslove zunanje politike tukaj. In ko se ti naslovi prenesejo v domače novice in kako jih tukaj v Ameriki spremljajo, so vsi, kar zadeva zunanjo politiko, še vedno zelo osredotočeni na Iran, če bi morali zdaj izbirati. Kitajska je nekako stopila v ozadje. In eden od razlogov za to je prav to, kar sem pravkar povedal. Prišlo je do neke vrste detant. V zadnjem času je prišlo do umiritve napetosti, zato to ni bila tista glavna tema, kot smo jo videli v preteklih letih, v Bidenovi administraciji in drugih administracijah. Vedno je bila prisotna ta vojna, vedno so bile prisotne te napetosti in z umiritvijo so zdaj nekako stopile v ozadje. Mislim, da bo tako ostalo tudi skozi celotno to potovanje. Mimogrede, ironično, če danes odprete časopis China Daily, pogledate naslovnico, je obisk Trumpa neverjetno le stranska novica. Tudi na Kitajskem je to trenutno nekako druga ali tretja novica po pomembnosti. To nekako kaže, kje stvari trenutno stojijo. Iran je še vedno glavna tema. Mimogrede, ameriški uradnik, višji ameriški uradnik, je pred nekaj dnevi novinarjem povedal, da bo predsednik Trump skušal pritisniti na predsednika Xija. Pri prizadevanju, da bi Kitajska tukaj odigrala konstruktivno vlogo in pripomogla k rešitvi vojne z Iranom ali vsaj poskusila zaradi svojih dobrih odnosov s Teheranom.
Medtem pa je Trump novinarjem povedal, da sploh ne pričakuje, da bi se vprašanje Irana pojavilo med pogovori s Kitajsko. Pravi, da ne potrebuje kitajske pomoči glede Irana. Torej prihajajo iz Bele hiše mešana sporočila glede tega vprašanja. Ne morem si predstavljati, da bi predsednik Trump pustil to vprašanje mimo, brez razprave s predsednikom Xijem, glede na to, kako pomembno je. Ampak Trump se trudi po svojih najboljših močeh nekako zmanjšati pomen kakršnekoli pomoči, ki bi jo morda potreboval ali pa ne, ko gre za vprašanje Irana. Vsekakor je tako. Mike Wagenheim, ki se nam oglaša iz Washingtona, uživa v cvetenju češenj v tem letnem času. Hvala, Mike. Z nami je Carrie Swoody, ustanoviteljica in izvršna direktorica skupine Signal Group ter ena naših najljubših strokovnjakinj za vse, kar je povezano s Kitajsko in Korejo. Mislim, da Izrael ne bo tema v tem najinem pogovoru, ampak seveda, če bo priložnost, ga lahko brez zadržkov omeniš. Poglej, predsednik Trump je novinarjem povedal, ko je odhajal, in ga želim citirati: "Imamo veliko stvari za razpravo." Ne bi rekel, da je Iran ena izmed njih, če sem iskren s tabo, ker imamo Iran zelo pod nadzorom. Konec citata. Veliko jih še vedno trdi, očitno, da ameriški predsednik dejansko prihaja v Peking, da bi iskal pomoč v svoji vojni proti Teheranu. Kako vi gledate na to? Popolnoma se ne strinjam. Ne strinjam se s prejšnjim novinarjem, ki je bil pravkar na vrsti. Ne mislim, mislim, da ima Trump prav. Ne potrebuje Šija, ker mu ona ne more pomagati. Tudi Xi Jinping je že rekel, da si želi konca vojne, želi si odprtje Hormuške ožine. Verjamem, da tudi če bi se Trump in Xi dogovorila za sodelovanje, da bi končala to vojno, to ne bi spremenilo ničesar, ker obstaja tretja stran, ki odloča, in to je Iran. In dokler Iran ne dobi, kar želi, predvsem preživetje režima, kar je za ta režim eksistenčnega pomena. Kot ko se boriš za svoje življenje, si trd nasprotnik. In zato se strinjam, ne mislim, da bo to odločilno za Iran. In mislim, da se to morda pojavi, vendar ne bo nujno dejavnik v tem odnosu. Mislim, da je veliko pomembneje dejstvo, da Kitajska gosti to srečanje. Kljub njenemu velikemu protestiranju proti tej vojni in stalnemu retoričnemu stališču proti agresiji, ki ga zavzema Kitajska. In vendar niso zavzeli dejanskega stališča, kot na primer, ne bomo se srečali s predsednikom Trumpom, dokler se vojna ne konča, kar bi lahko storili, da bi pokazali svoj razlog za podporo proti vojni usmerjenemu stališču. Zakaj? Ker Kitajska potrebuje to srečanje. Potrebuje ga enako ali celo bolj kot Trump. Kitajska je večkrat povedala, da se bodo voditelji letos srečali 4-krat. Zakaj to tako zelo potrebuje? Ker Kitajska obupno želi zunanje, torej zunaj Kitajske, stabilno okolje. In to je v bistvu izraz za stabilne odnose z ZDA. Tako bi to imenovala pad položaj, predvsem zaradi Kitajne skoraj obupne potrebe po nadzoru nad polprevodniki na svoji strani, da ne bi bila odvisna od ZDA, ter zaradi absolutne potrebe ZDA po redkih zemljah in ključnih mineralih. To je povzročilo pad položaj, zaradi katerega smo slišali, da prihaja do ohlajanja. In če obe strani ta čas izkoriščata za krepitev svojih zmogljivosti na teh področjih, potem bo to močno vplivalo na to, kako se bo ta konkurenca odvijala. Od začetka vojne proti Iranu je bilo tukaj veliko razprav o odnosih Kitajske z Iranom in o naravi tega spopada. In ta vojna ima več opraviti z odnosi med ZDA in Kitajsko ter svetovno geopolitiko, kot pa z Iranom. Glejte, Kitajska, kot ste omenili, si prizadeva za stabilnost zunaj svojih meja. Njeno zunanjo politiko pa je v resnici vodil za ohranjanje stabilnosti, tako da se ne povezuje s skrajneži. Iran je bil pod tem režimom v osnovi destabilizirajoča sila na Bližnjem vzhodu. Lahko opišete resnično naravo vezi med Kitajsko in Iranom? Ali je šlo zgolj za ekonomijo? To je geostrateški zakon izkoristi. Ekonomski vidik je prisoten, zagotovo je pomemben. Nafta, ki jo je Kitajska do nedavnega dobivala s popustom, je bila dragocena.
Toda resnična notranja vrednost Irana za Kitajsko je v tem, da je to edina država v regiji, ki se popolnoma postavlja proti ZDA. In če želite temu reči os odpora ali kakorkoli že želite poimenovati, to os Kitajske, Rusije, Irana in Severne Koreje je Iran zelo aktiven in pomemben igralec. Mnogi so dejali, da ima Kitajska korist od tega, da so ZDA zaposlene drugje. Saj umikajo veliko obrambne in vojaške opreme iz Azije in Južno-Kitajskega morja v to regijo, kar naj bi bil velik uspeh za Kitajsko. Po mojem razumevanju je to začasno in Kitajska v bližnji prihodnosti ne načrtuje nobenega napada na Tajvan. Vsekakor, po moji oceni, za naslednjih nekaj let sploh ne. Torej, ZDA bojo imeli čas, da vso to opremo ponovno premestijo nazaj v Azijo, kjer je bila. Na splošno Iranci menijo, da je Kitajska izkoristila njihov položaj, saj so morali prodajati po nizki ceni. Prav tako, trgovinski odnosi med njima na nobeni ravni ne koristijo Iranu. Kitajci menijo, da so Iranci pretežavni za sodelovanje in povzročajo veliko težav. Torej, vsekakor gre za konj iz koristi. Zanimivo. Poglejte, voditelj ZDA je pokazal, kar mnogi označujejo kot večjo ambivalentnost do Tajvana, ko je izpostavil to vprašanje. Pristop, ki je, domnevam, sprožil veliko vprašanj o tem, ali bi predsednik lahko bil pripravljen zmanjšati podporo tamkajšnji otoški demokraciji. Hkrati je Tajvan vodilni svetovni proizvajalec čipov, kot omenjate tukaj. Kje se tekma na področju umetne inteligence umešča v ta vrh in Tajvan nasploh? Ali pričakujemo, da bo predsednik Trump ustvaril nekaj distance? To je zelo zanimivo vprašanje. Saj si Xi Jinping in Kitajska nasplošno zelo želita Trumpa, da bi ZDA namesto tega, da ne podpirajo neodvisnosti, rekle, da nasprotujejo neodvisnemu Tajvanu. In ta formulacija, ta majhna sprememba v besedilu jim pomeni zelo veliko. Ampak, kot vemo, Trump njega ne zanima preveč, katere besede uporabljaš, kar daje občutek, da bi to dejansko lahko storil. In zakaj je to pomembno? Ker spet iz perspektive mnogih ljudi v Ameriki, Izraelu in po svetu, na Zahodu, bomo rekli, kaj to sploh spremeni. Ampak to nakazuje na vrsto odvračanja, ki ga imajo ZDA. So pripravljene uporabiti v primeru kitajske agresije proti Tajvanu. To bi lahko povzročilo veliko zaskrbljenost, če bi Donald Trump to storil z Japonsko, ki ima z ZDA pogodbo o medsebojnem sodelovanju in varnosti, ter z Južno Korejo in Filipini, ki sta prav tako zaveznici v okviru pogodbe o medsebojni obrambi. Zato se lahko začnejo bati, da če se ta formulacija spremeni, to pošilja sporočilo Kitajski, vsem njim in preostalemu svetu, da se ZDA nekako umikajo od svoje podpore Tajvanu. In kot ste omenili, je Donald Trump retorično pokazal, da ni povsem prepričan, kako pomemben je Tajvan. Tako bo to morda veliko pomembnejši dejavnik kot celotna razprava o Iranu. Kitajci so zagotovo prepričani, kako pomemben je Tajvan za njih. Zelo zanimivo vprašanje. Velika vprašanja so na kocki na tem vrhu v Pekingu. Carius Woody, kot vedno, hvala, da ste bili z nami. Hvala.